Tole v meni je avto, o katerem me vsi, ki se zmrdujejo nad električnimi avti, največ sprašujejo. Res, vse stalno zanima, kakšen je, čeprav se zmrdujejo nad dosegom, nad polnjenjem, nad pomanjkanjem zvoka med vožnjo. In kaj bi to lahko bilo? Ja, ID. Buzz. Res, prav smejim se, ko me kakšen od kolegov kritizira električne avte, da to ne bo nikoli uspel, potem me pa že ob drugem tiru sprašuje, kakšen je ID. Buzz, kdaj bo to pri nas, koliko to stane. Čisto vsega še vedno ne vem, ta osnovne stvari pa že, recimo, da bo pri nas že v začetku 2023, da je predprodaja že stekla in da bo stal najmanj dobrih 61 cargo pa 56 jurjev. Ja, električni avti so še vedno dragi in to se ne bo kaj dosti spremenili, vsaj kmalu ne, ker so baterije še vedno drage, pa tudi ostale komponente. Zato še enkrat velja pravilo, da se je treba z njimi veliko voziti, vsaj kakšnih 200 km na dan in da je treba doma obvezno imeti polnilnico. Potem se tudi računica po več letih izide, dokler so cene goriva in elektrike takšne, kot so danes. Če za vas ni edini kriterij strošek, pa lahko tale novinc ponudi marsikaj. Saj ne vem, kaj bi rekel, da je. Avto, kombi, enoprostornik, ni važno, izgleda fantastično. Res, uživam še 10krat boljš kot na sliki. To je avto, ki ga vsi buljajo, ob katerem noben ne ostane ravnodušen. Slikajo ga, ta stari se smejijo, ker jih spominja na mladost. V glavnem kapo dol oblikovalcem, da so znali iz pleha ustvariti nekaj tako zanimivega v tem karoserijskem razredu, ki je praktično izumrl, če ga dojemam kot nekakšnega naslednika Charana, recimo, čeprav je prej kakšen karavel. Kaj pa tehnika? Ok, sem povedal, da je električen, zato oznaka ID. Platforma MEB je enaka kot pri ID-jih 3, 4 in 5, ampak malo podaljšana, zato je tukaj medosna razdalja kar 2988 mm, skoraj 3 metre, medtem ko je dolg 4,71 m. To pomeni, da je več kot 10 cm krajši od Charana, pa ima noter še veliko več prostora zaradi kratkih previsov in zadnjega pogona pa se obrne na enakem prostoru kot Polo. Zelo kul. Prtljažnik 1121 litrov meri pri tem s 5 sedeži, če se klop ravno podre pa 2205. Pa vzdolžno se pomika klop. Kaj si lahko družina lepšega zaželi? In ja, tudi klasična različica Cargo obstaja, ta pa ima 3,9 kubičnega metra prostora, kjer lahko pelje 2 Europaleti, s tem, da je lahko tukaj spredi klop s 3 sedišči ali pa 2 klasična sedeža. Zanimivo, da je 50 let nazaj Volkswagenu Hanovru že predstavil električni bulli. V T2 so takrat prav tako na zadnjo os namestili električni motor, doseg pa je bil 85 km. Itak, da je bilo to premalo, ampak sanje so se začeli že takrat, danes pa so postali resničnost. Pri tem je obljubljen doseg do 425 km. Če ga primerjam z ID.4, s katerim sem prevozil že več kot 20.000 km, bi lahko rekel, da bo v realnosti poleti kakšnih 300, pozimi pa recimo četrtino manj. Polnilnik za izmenični tok je tudi tukaj 11 kW. Čakam, da začnejo proizvajalci večinsko uporabljati 22 kW, ker bo zelo uporaben na javnih polnilnicah takole v mestih. Na hitrih polnilnicah z enosmernim tokom pa se lahko polni z do 170 kW. In baterija je tudi enaka, 77 kW neto ima. In motor prav tako enak kot naš ID.4, 105 kW, torej 204 konje. Iz prve roke lahko povem, da je moči čist dovolj. Občutek je dober, ker se avto odriva zaradi zadnjega pogona, ne pa vleče s prvimi kolesi, pa krmiljenje je čist prijetno, sedi se visok, da je lepo pregledno, je pa šipa ful stran, se vidi, koliko je kamera daleč. Ja, električni avti te res sprostijo med vožnjo in če je tako tudi v družinskem avtu, je vse v najlepšem redu, a ne? Je pa tudi nekaj razlik v primerjavi s klasičnimi ID. Ta ročica menjalnika je zdaj drugačna, brisalci so zdaj tukaj skupaj na levi strani z smerokazi, pa tukaj so klasični gumbi in škoda, da niso zamenjali še teh na volanu, ker so mi še vedno slabi. To je samo začetek. Kmalu pripeljete še različici s 6 in 7 sedeži, pa takšna s podaljšanim medosem in celo večjo baterijo. In seveda 4-kolesnim pogonom z 2 motorjema.
So pa oblikovalci in inženirji zelo ponosni še na količnik zračnega upora, ki meri 0,285. To je za takšno obliko karoserije izjemen dosežek. Pravite, da so električni avti dolgočasni in nezanimivi. No, kaj pa pravite zdaj? Yeah, you can take the photo now. Noro, kaj folk hoče s tem avtom narediti. Lej, če mene vprašaš, lahko mod tale ID4 zamenjamo za bas. Mislim, sej z njim nič ni narobe, ne? Sam za onga pa praviš, da je bolj hud. Mislim, folk ga obletava kot muhe, to je zanimiv. Ja. In kje ste bili to? V Kebenhavnu. Zakon mesto, res tako, vse je sproščeno, folk je totalno na easy, unni kanali z ladicami so ful lepi, pa dvižni mostovi, pa vse skupaj. Še celo mi smo šli na večerjo za eno tako električno leseno ladico, veš? No, viš. Tako da res lepo. Boš lahko svojo drago pelal.